smo v Mestni galeriji Nova Gorica na razstavi All Monsters are Human, kjer smo si pravzaprav naslov razstave izposodili od sestre Jude Martin iz American Horror Story. To gre pravzaprav za eno tako televizijsko miniserijo grozljivih zgodb. In smo seveda ta naslov poslovenili nekako ali ga poenostavili v naslov Pošasti so ljudje. Torej, to je nekako koncept razstave in sicer na temo grozljivosti. Torej, nahajamo se v prostoru, kjer so predstavljeni, simbolično je predstavljenih recimo 13 umetnikov, ki stopajo v polje groteske, srhljivosti. Torej, na razstavi vidimo nekako to grozo, absurd skozi umetniški pogled. Gre za dela, ki so narejena v nekem načinu, ki nas pravzaprav tvorijo recimo nekakšen strah. Zakaj je pravzaprav strah? Strah je pravzaprav prazen. Nikakor ne moramo govoriti o nekem znanstvenem dokazu ali razumskem. Strah je pravzaprav emocionalna zadeva in vsak ga čuti drugače. Zato se mi zdi pač, da sem želela, kako v naši slovenski umetnosti danes, recimo, ko smo se znašli pravzaprav v takem enem groznem času, recimo, zdaj smo prebrodili 2-letno COVID krizo, danes recimo traja celo vojna z Rusijo in sem se tako vprašala, kako umetniki se v bistvu odzivajo na te grozote današnjega sveta in sicer prav v slovenski umetnosti. Zdaj, če bi šli recimo malo pogledati našo zgodovino grotesknosti pri umetnikih, bi recimo največ jih našli v času prav prve in druge svetovne vojne. Takrat zagotovo lahko omenim recimo 3, ki so bili zelo pomembni in so naredili velik pečat v naši slovenski umetnosti. To so bili recimo Zoran Mušič, fantastični France Mihelič in pa seveda Jože Tisnikar. No in tako me je zanimalo, kako pa danes aktualni umetniki skušajo torej recimo narediti neko predstavitev, neko umetniško delo skozi neko svojo groteskno občutenje. Tako smo si izbrali torej simboličnih 13 umetnikov, seveda glede na sklop galerije, ki je prav tako, galerija je zelo zanimiva, saj gre v klet in je okrogla in te avtomatsko spomni na nekakšen pekel. No in izbrali smo torej umetnike različnih generacij, v različnih medijih tudi, predvsem pa smo se v glavnem usmerili na slikarski slog. Tako smo torej, recimo na razstavi imamo najstarejšega umetnika Zdenka Huzjana, ki je letnik 43, in pa recimo najmlajšo umetnico, letnica 84, Tina Dobrajc. In pa seveda vse generacije vmes. Smo pa tudi na otvoritev povabili 2 rosno mladi umetnici, in sicer Betina Habjanič, ki je pravkar zaključila akademijo v Ljubljani, stara je 30, in pa še mlajšo umetnico, 22 let, ki je komaj torej zaključuje diplomo na Novih medijih in se še vpisuje na magisterij. Umetnici sta pravzaprav naredili en taki performativni, audiotativni performans. Naslovljen je bil Lullaby, torej Uspavanka, kjer je pravzaprav šlo za fotografije in videe posnetke iz klavnic. Torej iz klavnic, prašičev, kjer sta umetnici, posebej Betina je recimo tudi aktivistka, borka za živali in sta torej skušali nam še pokazati, kako še danes, v bistvu, kako kruto ubijajo ali koljajo ali uspavajo te svinje, tudi danes v tem 21. stoletju. No in zdaj, če gremo malo po razstavi, smo torej povabili, če začnemo nekje v začetku galerije, na razstavi imamo Andreja Brumna-Čopa. Andrej Brumen-Čop je danes profesor tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Zelo zanimiv, zelo subtilen umetnik, bi rekla tudi, da je kar mračen. Namreč Andrej se v bistvu ne slika po nekih
podobah, ki jih vidi, ampak enostavno izhaja njegovo slikarstvo iz njegove notranjosti. Naslov slike je Šola hoje iz leta 1998, torej gre že za starejše delo, narejeno z olje platnom, kjer torej vidimo podobo, kako smrt dejansko drži nekega otročiča, slika je črna. Jaz mislim, da ne napoveduje glih neke pozitivne neke prihodnosti, ampak bolj še opazimo na slike en taki prst, ki žuga, ampak mislim, da ga bolj opozarja tega otroka, da bo dejansko to življenje kar težko in naporno. Je pa recimo Meta Gaberšek-Prosenc v eni knjigi celo omenila, da nas slika malo spomni na Gabriela Stupica, torej gre za nek omaž Stupici recimo. Tako gremo po razstavi naprej, to je Marko Jakše, ki je letos tudi naš izbranec za Beneške bienale, tudi bo predstavil Slovenijo. Tudi pri Marku Jakšetu pravzaprav ne rabimo zgubljati dosti besed, zato ker gre za umetnika, ki je mističen, ki je sanjski, kjer v bistvu njegova domišljija nima meja. Naslov slike je Pesnik Kranjske in doline Šentflorjanske, kar tudi že sama zgodba pove, oziroma naslov slike nam pove veliko, pravzaprav Jakše bi ga lahko dali kot enega, ki nam pravzaprav slika neke prilike, ki nas opozarja. Slika je pa tudi last galerije Prešernovih nagrajencev. Naslednja slika, ki jo vidimo v razstavi, je avtorja Mateja Čepina. Matej Čepin je recimo nekje srednja generacija umetnika, ki je pa samouk. Zato je zelo poseben, saj je tudi že zelo uveljavljen. Njegovi opusi pa pravzaprav so vsi več ali manj konstantno stopa v to polje grotesknosti. To pa nekako mislim, da zelo dosega z njegovim načinom slikanja. Namreč poleg olja uporablja ogromno tudi smole in različnih materialov in njegove krajine že dobijo samo neko podobo, ki jo recimo tukaj na razstavi pa zaključi z Pennywiseom, torej klovnom iz grozljivke It. Čepinova slika je pa zanimiva tudi zato, ker ta klovn nas nekako opazuje. Ne opazujemo mi slike, ampak nas dejansko klovn iz slike opazuje nas in imamo občutek, kot da se bo čez vsak čas premaknil. Zato nas pravzaprav slika malo kar prevzame z neko grozo grotesknostjo. Naslednja slika, ki jo imamo na razstavi, je naslovljena Groza umetnice Saše Bezjak. Ta slika je pa tudi zelo zanimiva, ker je zelo prvinska. Namreč Saša Bezjak dela v glavnem z risbo, ampak to risbo uspe naslikati na tako močen način, da nas enostavno prevzame. Kljub temu, da nas spomni v bistvu na neko otroško izvedbo risbe ad hoc, torej tukaj zdaj in seveda v eni potezi. Slika, torej kot sem omenila, naslov Groza, predstavlja pravzaprav neki krik, ki ga začutimo in kriči skozi sliko. Začutimo njen odnos, ki ga želi vstaviti v sliko. Naslednja slika, ki jo imamo na razstavi, je pa Karneval naslovljena iz leta 2018 in sicer avtorja Mitota Gegića. Mito Gegić je pa pravzaprav znan po tem, da slika lovske motive. Zato, ker tudi prihaja iz družine lovcev, je to tradicija pri njemu, ampak danes ne je mesa, torej je vegetarijanec in tukaj na razstavi je recimo tudi spet ena taka zanimiva slika, torej spet gre, ko smo prej omenjali Lalibaj, Uspavanko, torej smrt prašičev. Tudi ta slika prikazuje smrt prašičev. Mislim, da umetnik nekako skuša povedati, da v bistvu v tem 21. stoletju še vedno preveč hrane vržemo v stran, hkrati pa na drugi strani še vedno obstaja lakota. Mislim, da je to en taki absurd, ki ga še vedno se z njim spopadamo v 21. stoletju in kolikor kaže, bo to v prihodnosti še težje. In nasproti te slike v prostoru sem pa postavila recimo prav sliko iz serije Lakote, Gorana Bertoka.
Goran Bertok je pa pravzaprav fotograf, ki je zaključil sicer FDV, novinarsko šolo, ampak pravi, da ni fotograf v takšnem smislu, da bi fotografiral neke podobe, ampak da on dela z fotografijo enako kot umetnik za sliko, le da je njegovo orodje recimo malo drugačno. In torej iz serije Lakote vse tokrat predstavlja z dvema fotografijami, ki seveda sta torej samo del nekega ciklusa. Je pa zelo zanimiv Bertok, skoraj nujen na tej razstavi, saj je nekako eden najprovokativnejših fotografov danes, saj se res ukvarja z takimi provokativnimi motivi, kot so smrt, sadomazohizem in groteskne zadeve nasploh. Umetnica Tina Dobrajc se pa osredotoča na raziskovanje vloge ženske, na emancipacijo, jo v bistvu spretno prepleta z simboliko ter neko privzgojeno tradicijo, torej med historično zapostavljene vloge ženske in pa današnjo socializacijo. Tako da so njene deklice zelo prisrčne, hkrati pa srhljive, delujejo kot nekakšne ljubke čarovnice, ki nas z ene strani prikupno vabijo, z druge pa nas v bistvu začutimo nekakšno grozljivo realnost. Na razstavi je slika Everyone isn't bad, mama, gre za spet homaž Stephenu Kingu. Torej gre za neko srhljivo gozdno pokrajino, kjer so naslikane podobe z obdanimi živalmi. Tudi barvno se zelo usklaja, torej stojijo ob ognju z maskami. Gre za neke mite, ki jih Tina Dobrajc zelo dobro tudi predstavi skozi svoj pogled in tudi skozi pogled igrivih, močnih, barvnih kontrastov, recimo. Na razstavo smo vključili tudi Janeza Kardelja, ki je pravzaprav bil sošolec od Marka Jakšeta. Je pa neka podobnost tudi med tema dvema umetnika, ampak ne v neki vizualni upodobitvi slike, razen tega, da sta oba figuralika, ampak bolj gre za to vsebinsko slike. Za Janeza Kardelja je pravzaprav slikarsko-konceptualen umetnik. Na tej razstavi se namreč predstavlja za sliko, ki jo je namenil Julianu Assangeu. Vsi vemo, da torej Assange je povedal resnico in so ga zaprli. In namen te slike je bil kot koncept, da se slika, dokler ne bo Assange osvobojen, tudi slika ne sme iti nikam na razstavo. In je pravzaprav bila v raznih kleteh, kjer si jo lahko sliko sposodil in si jo imel torej shranjeni v nekem zaprtem prostoru. Ampak umetnik se je za to razstavo nekako vseeno odločil, da sliko da na ogled in torej imamo sliko za Juliana Assangea tudi na tej razstavi. Naslednja slika oziroma bomo rekli 5 slik, ki se predstavljajo na tej razstavi, so pa iz serije Vzglavniki zemlje in neba. Gre za avtorja zelo priznanega umetnika Zdenka Huzjana, ki je tudi najstarejši na razstavi. Umetnik prihaja iz Prekmurja. Nekaka nežna duša Prekmurja v teh rjavkastih tonih barve, slik. Ampak pravzaprav ne gre za neko grotesknost, gre bolj tukaj za ljubezen do arheologije, ki jo je umetnik vzljubil že kot otrok. Našel je Ljubanjo in nekako ga je ta Ljubanja zaznamovala skozi vse njegove opuse, bi lahko rekli. Te slike loti malo drugače, torej ne gre več za sliko kot tako klasiko, ampak postanejo neki vzglavniki. Spodaj torej pod grundirano platno napne tudi peno in dobimo take nežne polštrčke vzglavnike in tudi figura v bistvu začne lebdeti v prostoru. Torej ni več v nekem fiksnej krajini, ampak je dejansko med nebom in zemljo, torej obvisela je v tem prostoru in se mi je pač zdelo se nam je, da je Zdenko Huzjan zagotovo umetnik, ki ga vključujemo v to razstavo. Naslednji je spet en pomembnejših umetnikov, Mirsad Begić, slovensko-bosanskega rodu. Mirsad je pravzaprav zelo
znan kot kipar in je tudi naredil v Sloveniji ogromno javnih spomenikov. Tukaj na razstavi smo izpostavili njegov opus Veliki čuvaj, ki ga v bistvu nadgrajuje že leta, tam že iz 90-ih. Na razstavi imamo pa novejšo risbo, torej iz leta 21-22, mislim, da je. In gre risba, umetnik pravi, da je risba, jaz pravim, da je to celoten relief, da je umetnik torej poleg tega, da je risal, naredil še nek kolaž dodaten in v bistvu z temi kostmi in dodatnimi mehkobnimi materiali, s katero je sliko dovršil, ki imajo seveda vsi nek simbolični pomen, torej kosti od kokoši, ta polvinil, ki torej ostane za večno in tudi pol recimo risba, v glavnem deluje kot en takšen relief, ki je abstrakten, ampak nekako zaradi kosti se mi zdi, da res nas vseeno potegne v neko grotesknost in bi dobro recimo razmislili, ali bi takšno risbo ali sliko imeli torej v dnevni sobi. Naslednja dva umetnika, ki sta pravzaprav par, poročena, to sta pa Natalija Šeruga Golob in pa Milan Golob. Natalija recimo je značilna po tej nelagodnosti, pravzaprav njene slike so zelo ljubke. Tu na razstavi torej spet predstavljamo neke punčke, ki so zelo ljubke, ampak ker so v teh nekih starih okvirih nekako zamegljene, nas v bistvu spomnijo spet na neke duše, ki so že pozabljene, na ogledala, umrle, odseve in nas pravzaprav stopljamo spet v neko tako, bi lahko celo rekla, neogotsko obdobje, ki ga dodeljuje recimo še z neko neoromantiko, namreč na razstavi je torej tudi konjiček, ki je seveda starejša verzija, ni ga naredila umetnica, ampak je nekako del njenega ustvarjanja, sam se giblje tudi, nas spomni torej na tiste vrteljake, kjer je vedno v kakšni grozljivki kakšen konjiček. Na tleh pa so recimo tudi eni taki Natalija in pravi bombončki, v bistvu so pa neke razglednice za Waltera Benjamina, torej upodobljeni so taki lepi konjički, ki so pa že v bistvu taki neoromantični stilu ali slogu. Tole, poleg nje pa je mož Milan Golob, ki se pa predstavlja z eno tako zelo konceptualno umetnost, je namreč Milan Golob že od leta 2002 slika nagrobne spomenike. Milan uživa, ko hodi po raznih pokopališčih. Zdaj nekatere ljudi to sprošča, če grejo na pokopališče, če začutijo ta mir. Njegov koncept je torej naslikati, vse slike so enake. Letno jih približno naredi tam okrog 40 do 100 slik, ki se nam prvi pogled torej zdijo zelo podobne, v bistvu so pa zelo raznolike. Gre za krogece, ki so zelo raznoliko postavljeni in pa tudi barvna kompozicija je vsakokrat zelo raznolika. Tako da mislim, da ima že tisoče in tisoče teh slik, ki je torej, kot sem omenila, nagrobni spomeniki kot spomeniki in z imeni. Vse skupaj pa je narejeno skozi projekcijo, torej je dodan še videomaterial, kjer pa umetnik pravzaprav bere osmrtnice. 13. umetnica na razstavi, ki pa jo predstavljamo, je pa Mateja Kavčič, ki je sicer zaključila kot slikarka akademijo, ampak se Mateja ogromno ukvarja tudi z prostorskimi inštalacijami. In tako smo si nekako zamislili, da vse to skupaj poveže, vse te umetnike, kot nekakšen gozdiček srhljiv na razstavi. Torej, umetnica pravzaprav nabira to močvirnato travo v kostanjeviških teh v močvirnati naravi in to travo suši, jo preplete in seveda pol iz nje postavlja neke take inštalacije v prostoru. Na razstavi se pa pravzaprav dotika minljivosti, osrednjega pojma biti, torej vse je minljivo, tudi mi smo danes minljivi, nič ni večno, nič ni dokončno in nič ni popolno.